Lepo pozdravljeni na današnji okrogli mizi. Zahvaljujem se vam v imenu Evropske pravne fakultete in gostov, da ste se udeležili v tako velikem številu. Jaz vas zelo vabim, da se udeležite pogovora z našimi strokovnjaki, da vmes kaj komentirate, vprašate. Ni ideja, da samo mi delimo z vami naše misli, ampak da se tudi vi vključite v debato, karkoli izpostavite, komentirate in tako naprej. Me slišite v redu? Ja, super. Tako da najprej pozdravljam naše drage goste, bom začela kar na desni strani, s profesor dr. Matjažem Cvitarjem, profesorjem za medicinsko etiko in pravne vidike medicine. Zraven njega dr. Alenka Heferle-Felc, specialistka fiziatrinja, tudi profesorica angleškega in francoskega jezika. Na moji desni naš doktorski študent Robert Friškovec, drugače tudi teolog in zaporniški duhovnik. Na moji levi naša draga Sara Hindoljak, izredna profesorica, in moja malenkost Nana Weber, ki bo moderirala tole okroglo mizo. Tako da čisto na kratko, če bi začeli z nekim rahlim uvodom, zdaj beseda evtanazija je bila prvič uporabljena v povezavi z medicino. Tam v 17. stoletju bi jo naj uporabil Francis Bacon in je rekel, to je takšna preprosta, neboleča, srečna smrt, za katero je neposredno odgovoren zdravnik, ki prepreči fizično trpljenje človeka in telesa. Zdaj ta beseda je v Grčiji potem označevala dobro smrt. Pomenila je neko namensko smrt, kjer se olajša trpljenje in bolečine. Zdaj po naših nekih teoretičnih izhodiščih, teoretičnih definicijah bi naj poznali aktivno evtanazijo. Zelo na kratko naredila samo en uvod, ker bi potem na to navezala vprašanje za dr. Cvitarja. Torej, aktivna evtanazija pomeni pomoč trpeči osebi na aktiven način, torej poskrbi določena oseba, ponavadi zdravnik, da prejme smrtonosno učinkovino in s pomočjo recimo injekcije ali prevelikega odmerka pride do smrti. Zdaj v večini držav po svetu, kjer je evtanazija dovoljena, je jasno ta del prepovedan. Pasivna evtanazija je bistveno bolj zaživela. To pomeni dejansko, da se ne vzame osebi namerno ali pa aktivno življenje, ampak se nekako naredijo opustitvena dejanja, opustitvena ravnanja. Naprimer, ne izvede se kakšen poseg, opusti se zdravljenje, ne nadaljuje se zdravljenje, dejansko se omogoči, da oseba umre sama. Potem imamo samomor s pomočjo tretje osebe, kar pomeni, da tretja oseba pojasni, kako to izvesti, tudi da smrtonosno učinkovino, razloži način, podrobnosti in oseba si sama potem vzame življenje s samomorom. Potem imamo še terapijo z dvojnim učinkom ali posredno evtanazijo. Ta pa se uporablja predvsem pri hudo bolnih ljudeh. Ideja je, da zdravnik lajša bolečine s prevelikimi odmerki, ampak hkrati ti preveliki odmerki tudi povzročajo lahko hitrejšo smrt. In oseba umre zaradi prevelike doze ali učinkov stranskih zdravil. Takšne definicije se ponavadi, kadar vtipkamo evtanazija, odprejo pri nas v Googlu in kakšni takšni poljudni literaturi. Tako da zdaj, dr. Cvitar, jaz bi vas vprašala, ti pojmi v praksi zbujajo veliko nejasnosti. Ali je sploh ta teoretična opredelitev, ki sem jo uvodoma navedla, ustrezna? Res je, da mnogi govorijo o pasivni evtanaziji, ampak jaz sem zelo trdno prepričan po 40 letih izkušenj z hudo bolnimi, da to preprosto ne obstaja. Če bi sprejeli pojem pasivna evtanazija, potem imamo danes v Sloveniji tam nekje 90% ljudi, ki umrejo zaradi pasivne evtanazije. Vsi tisti, ki umrejo doma, ker jih njihov sočuten družinski zdravnik ne napoti v zadnjih vzdihljajih na urgenco, kjer bi lahko takmu človeku podaljšali življenje za nekaj ur ali nekaj dni ali morda celo nekaj tednov, ampak priporoči svojcem in pojasni, da mama ali oče umira in jim da oporo in navodila, kako naj ravnajo.
A je to ravnanje tega zdravnika že eutanazija? Ni. To je pač opustitev nesmiselnega intenzivnega zdravljenja. In enako velja za vse bolnike, ki umrejo na navadnih oddelkih bolnišnice in jih dežurni zdravnik v zadnjih vzdihljajih ne premesti na intenzivo, kjer bi upeljali neke predihavanja in aparate in kjer bi spet takemu človeku lahko podaljšali življenje za nekaj dni. Na srečo ljudje imajo ob sebi v veliki večini sočutne, razumne zdravnike in navadni ljudje imamo srečo, da nismo kot maršal Tito, ki so mu pač morali iz političnih razlogov življenje podaljševati za ne vem koliko tednov, pa to ni bilo vredno življenja. Tako da človek lahko zaradi opustitve nekega zdravljenja prej umre v 3 primerih. Prvi je ta, ki sem ga zdaj opisal, to je, da zdravnik ne uvede ali pa prekine neko nesmiselno intenzivno zdravljenje, neko zdravljenje, ki ničesar ne rešuje, ki samo podaljšuje agonijo. To ni eutanazija, to je strokovno in etično in človeško pravilno dejanje. Druga možnost, zakaj človek lahko umre zaradi tega, ker zdravniki nečesa ne naredijo, je, da odkloni zdravljenje. Vsakdo ima pravico, da odkloni kakršnokoli zdravljenje in v tem primeru seveda zdravnik mora to spoštovati. Ampak to spet ni eutanazija, to je spoštovanje odločitve pacienta. In tretja možnost je, ki je, jaz upam, redka, je, da zdravnik spregleda neko možnost, da bi rešil življenje človeku. Naredi napačno diagnozo ali karkoli, ali ne pozna nekega zdravljenja, to je pa strokovna napaka. To pa ni eutanazija, ampak strokovna napaka. Tako da jaz pojma pasivna eutanazija ne priznavam. Jaz tudi, če piše v 100 knjigah in na Googlu posod, ampak tega ni. Eutanazija je eutanazija, namerno povzročitev smrti. Torej ta aktivna pomoč človeku. Ja, to je eutanazija in o tem se pogovarjamo. Ker če mešamo v našo debato tako imenovano pasivno evtanazijo, potem zameglimo bistvo problema. Hvala. Dr. Hiferle-Felc, a ste se vi velikokrat v vaši praksi srečali z prošnjami po končanju življenja? Sploh ne. Pravzaprav je že moja stroka taka, da se ne srečujemo z bolniki v terminalni fazi. Je pa res, sama sem delala na travmatološkem kliničnem oddelku, na oddelku za poškodbe hrbtenice, za spinalne poškodbe in včasih smo dobili tako hudo politraumatizirane paciente, da je bilo njihovo stanje tako, da se je zdravniški konzilij, vedno zdravniški konzilij, se pravi skupina zdravnikov, da so se odločili, da ne bodo oživljali pacienta v primeru, da bi mu odpovedalo srce. Bili pa so v takem stanju, da ni bilo zamisliti, da bi sami zaprosili za končanje življenja. No in to je tisto, kar ste omenjali kot pasivna evtanazija, ki to ni, a ne? Evtanazija je pač umor, uboj in to je treba vedeti in to je treba tudi povedati. Če opustiš nesmiselno zdravljenje, pa to ni. No, naši pacienti so, kot rečeno, gibalno prizadeti zaradi poškodbe ali bolezni in naloga v rehabilitacijski medicini, rehabilitacijskih timov, pri čemer je pacient številka 1, glavna oseba tima, je, da se ga nauči uporabiti preostale zmožnosti in sposobnosti za čim kakovostnejše življenje. In v tem smislu je to, bi rekla, kar optimistična stroka.
ampak omenjam to zato, ker je čudovito opazovati, koliko pozitivnih sil, potencialov se prebudi v ljudeh. Ali je to samo ohranitveni, preživetveni nagon ali nekaj drugega, vsekakor se v njih sproži neka nova sila, neka nova modrost, ki prinaša nova spoznanja, nova videnja, spregledanje in osebnostno rast. To smo nemalokrat opazovali. Se pa spominjam dveh primerov, ko se to ni zgodilo. To sta bila dva fanta, mlada, tam pri 30-ih, bi rekla, v najplodovitejših letih življenja. Oba sta se srečala s paraplegijo, odpovedjo, se pravi ohromelostjo spodnjih udov, in obema smo razlagali, da so rehabilitacijske možnosti zelo dobre. Zdelo se je, da sta to dokaj v redu sprejela, čeprav je eden od njiju začel že v bolnišnici postopno odklanjati hrano. Drugi je bil pa človek, ki se je ukvarjal s športom. On je bil vaditelj športni, izredno lep moški, in oba po odpustu domov sta se odločila za odhod samostojen, za samomor, ampak nihče od njiju ni prosil za pomoč državo finančno, kar pri evtanaziji gre, a ne? Še manj človeka, ki je zapriseženo vstopil v svoj poklic, prisegel, da bo skrbel za zdravje in spoštoval življenje od spočetja do njegove naravne smrti. Tako. Za ta Hipokratova prisega že 2000 let stara, ne, če prav razumem. Še več. Še več. Kaj pa vi, doktor Cvitar, ste imeli kakšen takšen človeški primer? Želje, potrebe? Bilo je veliko pacientov reče, da prosi, da ne bi trpeli. To je po odkritem pogovoru, kako gre bolezen, je to zelo pogosto. Če se s pacientom pogovarjaš, če prideš do tega, da ne moreš več zaustaviti napredovanja bolezni, potem pride do te prošnje. Ampak te prošnje se da ustreči, saj imamo dobre načine lajšanja težav. Direktno prošnje za smrt, pa torej slišiš besede, najraje bi umrl, ampak to je prošnja za pomoč, to je klic na pomoč, to je največkrat zaradi depresije, osamljenosti. Ni pa to prošnja, dajte me ubiti. Tega pri resno bolnih je tega zelo, zelo malo. Verjetno razmišljajo o tem, ampak seveda vsakdo razmišlja, če je zelo resno bolan, tudi o tej varianti razmišlja. Ampak potem vedno prevaga ta želja po življenju. To, kar je rekla dr. Felčeva, je zanimivo za te dva mlada, ki sta umrla, ki sta naredila samomor, ampak zanimivo je pričevanje, če ste brali profesor Zimpermana, travmatologa, ki je rekel, da pri mladih z poškodbo hrbtenice je pravzaprav zelo, zelo pogosta prošnja za smrt, ker pade iz enega superaktivnega življenja nenadoma v ohromelost in si sploh ne zna predstavljati življenja. In pravi, teh prošenj, teh želja je veliko
na začetku, ampak poznaj pa zelo malo teh ljudi naredi samomor. Zelo, zelo malo invalidov naredi samomor. Torej, to sta zelo izjemna, ne. Pa nimajo kakšnih ovir, da to ne bi sami naredili. Tudi se ne rabijo za to zakona, da se bi. Torej, ta nenaden preskok v neko invalidnost je hudo obremenjujoč, ampak ko se pa na to navadi, tako kot vi pravite, pa postane to nova kvaliteta življenja. In tudi pri rakovih bolnikih velikokrat slišiš to, celo v hospicu slišiš, da je to najlepše obdobje življenja. Nekako duhovno se dvignejo. Hvala lepa. Tudi vi, gospod Friškovec, se dnevno srečujete s vprašanjem umiranja. Kaj pa takšne prošnje pri vas ali pa lahko, kaj Bog pravi, se kaj takega podobnega dogaja v vaši stroki? Jaz imam mogoče res drugačen odtenek kot oba moja sogosta, ampak kot duhovnik se srečujem z umiranjem in smrtjo, to je eno, ampak na področju zapora pa vsak dan se srečujem z vprašanji omejenosti življenja, nesvobode, bolečine in v zaporu se vsak s tem sooča prav na svoj oseben ali pa če rečem na svoj drugačen način. Jaz v mnogih pogovorih zasledim predvsem željo po samomoru, da, ja, kot je rekel doktor, da ja, bi najraje kar umrl, oziroma dostikrat se kar zaključi pogovor, reče, ja, sej, bom kar samomor naredil. Ne govorim o tem, je zdaj to realna ali, bom rekel, želja po nekem čustvenem izseljevanju, ampak je to navzoče v pogovorih in tukaj vstopam na način, da dajem prostor v prvi vrsti slišanosti, da lahko spregovorijo o vsem svojem doživljanju, ker to, tudi te besede nosijo v zadnji neko vsebino in pri mojem delu se mi zdi smiselno, da to spodbujam in da ljudje o tem lahko govorijo. No? Zdaj vprašanje umiranja povezujem z vprašanji trpljenja, smisla, nesmisla, bolečine ter s tem strahu izgube neko negotovostjo ali pa občutki krivičnosti, nekoristnosti, ki se tudi z ljudmi, s katerimi jaz delam, tudi konec koncev žrtvami kaznivih dejanj, ki je druga plat medalje. Kako se soočiti s tem, da ne morem nadzorovati sveta, razen če se ukinem? To mi je ena taka, bom rekel, stvar, ki jo ljudje vidijo v tisti svoji točki. Nekateri se odločijo tudi za ta radikalen korak v prepričanju, da s tem ohranijo predvsem nadzor, da imajo. Ampak umiranje je tudi vprašanje spuščanja nadzora, moči, vpliva in živimo v družbi, ki poveličuje individualnost, svobodo, neodvisnost. Umiranje, vsaj zame, je pa pravzaprav nek nasproten proces, lahko bi rekli celo prizemljitev. Zdaj bom uporabil eno duhovniško, spominjam nas na tisto praksi in v prakse povrneš. Je odsoten ta nadzor. No? Jaz imam ta srečanja, ne bom rekel, da so zdaj pogosta izven zapora, v zaporu pa ja, kot sem rekel, v povezavi s tudi kdaj grožnje, da bojo pa vse ostale pobili, no? Tako, v neki svoji jezi. Zdaj bom pa vse ostale jaz pokončal, ker je spet neko drugo breme v ozadju. No? Ampak ta vprašanja se pojavljajo v različnih formah in oblikah. Kako pa potem ravnate z njimi? Poslušate? V prvi vrsti, kot sem rekel, prostor, da so slišani, ker vsaka ekspanzija, saj po tem, kar jaz zaznavam, se zoža, če je nekdo res slišan v tem. Če zdaj nekdo naliva ogenj na to, ja, bo verjetno še huje. In če išče samo zaveznike za njegov prav, je to spet druga logika. Ampak nisem jaz tisti, ki rešujem njihova vprašanja, jim pa stojim ob strani. In tudi želim, da odgovornost ostane na njihovem polu in jih vabim dobesedno k temu, da sem pripravljen skupaj z njimi iskati rešitve in možnosti, ki jih še vidi. Ja, na začetku je velikokrat nič, saj je vse brez veze, saj nič ne pomaga. Toliko enih teh besed, ki jih poznamo v pogovorih, ampak jaz potem tudi povabim, če so lahko malo bolj konkretni, če lahko še kakšno besedo več rečejo. Tako, ne odneham in se ne ustavim zgolj pri tistem, kar dobim, da je to zdaj tista zadnja beseda.
dobite tudi kakšno tako vprašanje, kaj bi pa vi storili na mojem mestu? Ja, zagotovo. Ja. Kako pa to odgovorite? Ja, v prvi vrsti to, da nisem na njihovem mestu, ker res nisem na njihovem mestu. In jaz ravno zaradi tega ne želim deliti nasvetov, ker bi bilo to prepoceni, no? Da zdaj samo, ker bi človek vsake 14 dni prišel po nek nov nasvet, ker mu ne bi deloval, ker deluje pri meni. In zato je ta spodbuda, da njih skušam upeljati v to odgovornost, da skupaj z njimi iščem odgovor, ampak mora biti njihov odgovor. No? Zelo lepo. Ja, Sara, zdaj se že dotikamo tega. Ne? Mogoče tudi, ker pri nas evtanazija ni uzakonjena, je mogoče manj vprašanj tudi do zdravnikov iz tega vidika, aby mi pomagali pri tem, razmišljam. Ampak mogoče prednost nadaljujemo v tej smeri, aby Sara lahko ti našo zakonsko ureditev sploh predstavila, kako je za pomočjo pri teh stvareh. Slovenska zdravstvena zakonodaja evtanazije in pomoči pri samomoru ne pozna in je ne dopušča, prav tako je kot posebno kaznivo dejanje ne opredeljuje slovenski kazenski zakonik. Povzročitev smrti pacienta s strani zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca po sedaj veljavni zakonodaji bi lahko bila okvalificirana kot uboj ali umor, ki spadata med kazniva dejanje zoper življenje in telo. V določenih primerih celo kot opustitev zdravstvene pomoči. Kot kaznivo dejanje je v 120. členu kazenskega zakonika opredeljeno napeljevanje k samomoru in pomoč pri samomoru. Slovenska ustava v 17. členu določa, da je človeško življenje nedotakljivo, v 51. členu pa, da nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon. Evtanazijo v Sloveniji omenja zgolj nekaj pravnih aktov posameznih združenj s področja zdravstva, pri čemer gre pri vseh teh zgolj za naštevanje primerov morebitnega odklonilnega ravnanja članov teh združenj. Kot primer je to kodeks zdravniške etike, ki v 29. členu določa, da zdravnik zavrača evtanazijo in pomoč pri samomoru. Kodeks medicinske deontologije v 43. členu pa določa, da zdravnik odklanja in obsoja evtanazijo in jo ima za lažni humanizem. Deklaracija Svetovnega zdravniškega združenja v Ženevi iz leta 1948 zdravniku prepoveduje sodelovanje pri evtanaziji in samomoru z zdravniško pomočjo. V Sloveniji lahko posameznik določi, česa si ne bi želel, da se mu zgodi, ko bo njegova neozdravljiva bolezen napredovala do te mere, da bi se kakovost življenja bistveno okrnila. Obrazec vnaprejšnje volje, ki ga ni potrebno več obnavljati, bolnik izpolni ob pomoči osebnega zdravnika. Potrebno je omeniti zakon o pacientovih pravicah, ki ureja pravico do preprečevanja in lajšanja trpljenja. Pacient ima pravico, da se brez odlašanja ukrene vse potrebno za odpravo ali največjo možno ublažitev njegovih bolečin in drugega trpljenja, povezanega z boleznijo. Prav tako ima pravico, da se pri njegovi zdravstveni oskrbi po strokovnih standardih preprečijo nepotrebne bolečine in drugo trpljenje, povezano z medicinskim posegom v končni fazi bolezni in v primeru pacienta z neozdravljivo boleznijo, ki mu povzroča hudo trpljenje,
pa ima pravico tudi do paliativne oskrbe. Zakon o pacientovih pravicah v 30. členu bolniku določa, da ima bolnik, ki je sposoben odločanja o sebi, pravico zavrniti zdravstveno obravnavo, če to ne ogrozi zdravja in življenja drugih. Hkrati pa zakon določa tudi, da če zdravnik oceni, da je bolnikova odločitev v nasprotju z njegovo najboljšo zdravstveno koristjo in bi lahko ogrozila njegovo življenje, mora poskusiti bolnika o tem prepričati, po potrebi pa za pomoč zaprositi bolnikove ožje družinske člane oziroma predlagati pridobitev drugega mnenja. Vprašanje evtanazije oziroma samomora z zdravniško pomočjo veliko preveč kompleksno, da bi področje urejali samo tako, da bi v 120. členu Kazenskega zakonika izključili del kaznivosti. Najprej bi bilo v področni zakonodaji treba urediti postopke, ki bodo določili pogoje oziroma okoliščine za podajo ustrezne izjave bolnika in druge določbe za čim uspešnejše preprečevanje zlorab. Evropsko sodišče za človekove pravice je v nekaj primerih v okviru presoje o pravici do zasebnega življenja že priznalo pravico do samoodločbe o času in načinu končanja lastnega življenja, pri čemer je pri odločanju upoštevalo 3 načela, in sicer načelo avtonomije, ki lahko prevlada nad načelom svetosti življenja, upoštevaje načelo dobrodelnosti. Pri razpravah o evtanaziji gre za to, da nekateri pri svojih argumentih izpostavljajo pravice do osebnega dostojanstva, avtonomije in samoodločanja, drugi pa poudarjajo nedotakljivost človeškega življenja. Mogoče, če se zdaj kar na vaju obrnem spet nazaj za zdravniške stroke. Zdaj le smo na tej Evropski pravni fakulteti, ko nas zelo zanimajo obrazci, privolitve in podobne stvari. Zdaj obrazec vnaprejšnje volje, kaj so kakšne vajne izkušnje s tem in kako ravnati, kadar je ta vnaprejšnja volja v nasprotju s koristjo bolnika. Vse je Sara lepo povedala, vnaprejšnjo voljo je treba spoštovati, če pa očitno ta volja proti njegovemu najboljšemu interesu, ki pa poskušaš prepričati, imaš dolžnost, ne smeš reči, ok, v redu si se odločil, pa tako, mu poskušaš pojasniti tudi preko svojcev, tudi preko, recimo pokličeš še drugega zdravnika, ampak v končni fazi lahko odkloniš zdravljenje. Mislim, vsakdo ima pravico. Mislim, imeli smo tudi tragične primere, spomnim neke učiteljice iz Ljubljane, ki je imela raka na dojki, se ni pustila operirati in je čez 2 leti prišla umreti. 2 leti prej bi pa lahko z veliko verjetnostjo ozdravela, ampak ne moreš, če ne gre, to je pa cena, ki jo moramo plačati za to, da kot družba, da spoštujemo avtonomijo pacientov, ker alternativa temu bi bil pa paternalističen zdravnik, ki bi vse vedel, kaj je pacientu dobro in ga sploh ne bi nič spraševal, tako kot je bilo pred 100 leti. To pa morda je takrat še to nekako šlo, ko medicina ni bila tako močna. Danes, ko pa medicina res veliko stvari more, jo je pa treba držati nazaj in tukaj je varovalka pacient. Ja. Jaz sem se sicer osebno srečala s tem pri mojem možu, ki je imel multiplo sklerozo, potem pa je dobil še raka, pri čemer so mu
predlagali zelo obsežno operacijo, ki bi mu bistveno okrnila način življenja, in je takrat me prosil, da zapišem njegovo odklonitev, čeprav je to storil tudi verbalno, besedno, no, ampak itak potem zdravniki niso vztrajali pri kakršnem koli invazivnejšem zdravljenju. Ni se pa poslužil obrazca, on je pač enostavno narekoval svojo voljo in to je mogoče. Skratka, bolnik ima možnost odkloniti zdravljenje, če to želi. In to je kar pomembna pravica, a ne, ki se jo spoštuje. Ja, zdaj ravno ta predlagan zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je temeljil na ideji, da imamo pomoč pri samousmrtitvi. Ta aktivna evtanazija pa bi bila možna samo, kadar si nekdo iz objektivnih razlogov ni moral sam pomagati pri tem. Zdaj pa v izhodišču tega predlaganega zakona je bilo to, da tako kot imajo invalidi pravico do dostopa na volišče, tako si ima vsakdo pravico izbrati način svojega dokončanja življenja. Zdaj, kaj je zelo zanimivo, je to, da tale predlog zakona temelji zelo na dveh odločitvah nemškega pa avstrijskega sodišča 2-3 leta nazaj. Nemško ustavno sodišče je recimo pred več kot 3 leti zbralo eno tako epsko odločitev na več kot 100 straneh, da profesionalna pomoč pri samomoru ne sme biti docela kazniva. Tukaj je šlo za veliko število pritožnikov, šlo je za zdravnike, ki so izvajali to pomoč, šlo je za društva, ki so se ukvarjale z bolnimi in bolne. Zdaj, mogoče bi tukaj izpostavila, kaj je reklo nemško sodišče. Reklo je, da pravica do svobodnega razvoja osebnosti je tista, ki mora prevladati. In to je del pravice do samoodločbe glede zaključka lastnega zdravljenja. In zdaj dejansko kazensko pravno to ni več sporno. Temu je sledilo pa potem tudi avstrijsko ustavno sodišče 2 leti nazaj, zelo podobna odločitev, da je evtanazija v določenih okoliščinah iz neke pietete ali pa usmiljenja dopustna in danes ni več kaznivo to v Avstriji, seveda. Šlo je za vprašanje pravice do dostojne smrti, to je bilo zatrjevano v postopku. Ampak točno to, kar ste vi prej govorili, prav označila sem si tukaj ta del. Obema odločbama je pa bistveno, da mora pravica do asistiranega samomora temeljiti zgolj in samo na resni, svobodni, informirani in zavestni odločitvi prizadete osebe, pri čemer absolutno se ne sme tega nikogar k temu prisiliti. Tako da sodišče še vedno zelo poudari to informirano soglasje, o katerem ste vi govorili. Ampak če se zdaj obrnem na tole izhodišče, invalidi morate imeti dostop, ali to pomeni, da dajemo vsakemu človeku tudi pravico. Lahko to sploh primerjamo, torej pravico do dostopa do volišča in pravica do smrti. Kako komentiraš te odločitve sodišč? Osebno težko odgovorim na to vprašanje, ker sem invalid oziroma oseba z določenim primanjkljajem in pravnica. Bom odgovorila kot pravnica, ki se poklicno ukvarjam s civilnim pravom. Ne moremo življenja oziroma pravice do smrti enačiti z dostopnostjo invalidov do volišča. Mednarodna konvencija o pravicah invalidov v Sloveniji veljavna od leta 2008 nalaga dostopnost volišč, glasovanja in volilnih postopkov. Za invalide marsikaj v naši državi kljub veljavni zakonodaji ni urejeno, ampak je to druga tema. Res je v Avstriji in Nemčiji dovoljena pomoč pri samomoru za polnoletne trajno hudo bolne ali neozdravljivo bolne. Evtanazija pa je v obeh državah še naprej prepovedana.
Pri tem bom nadaljevala s pravico do smrti, ki pomeni, da svoje življenje končamo, če se nam tako zdi primerno. Dejstvo je, da so polemike o evtanaziji pred 30 leti temeljile na argumentu sočutja do terminalno bolnih in trpečih pacientov. Danes so se, predvsem zaradi velikega napredka paliativne oskrbe bolnih, preselile na področje posameznikove avtonomije. Zagovorniki evtanazije pravijo, da poleg posameznikove pravice do življenja obstaja tudi pravica do smrti, ki naj bi predstavljala le drugo plat te iste pravice. Morali bi poslušati in slišati tudi bolnike, ki so se ob nastopu težkega bolezenskega stanja srečali z mislijo o evtanaziji in smrti. Pri pravici do smrti gre za tehtanje vrednosti posameznikovega življenja. Bo to zdravnik, bo to družba, v kateri največ štejejo uspeh, mladost in užitek, bo to filozofska znanost, ki nas uči, da je vse relativno, da je vse posledica naključij in da sami določamo mejnike moralnih vprašanj, bo to politika, ki bo zakonsko ovrednotila vrednost in nevrednost življenj posameznih družbenih skupin. Funkcija prava je varovanje posameznikove avtonomijo, vendar jo lahko varuje le v takšnem obsegu, kot je družbeno sprejemljivo. V povezavi z zagotavljanjem avtonomnega odločanja o lastni usodi v trenutkih ob iztekanju življenja so tudi določbe zakona o pacientovih pravicah, ki sem jih že omenila. Zdravniška in pravniška stroka sta pred pomembnim vprašanjem glede uzakonjenja predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in o možnosti evtanazije v Sloveniji. Smrt je del življenja in o njej se moramo pogovarjati vsi, širša javnost, pravniki in zdravniki. Kar nekaj evropskih držav je v zadnjih letih uzakonilo bodisi evtanazijo ali pa pomoč pri samomoru. Pravijo, da je pri tem največje vodilo demokratizacija družbe in podeliti večjo avtonomijo ljudem pri odločanju o njihovem življenju. Če bi se kdorkoli od vas kar na to odzval, dala kar malo prostora. Čist kratek komentar na nemško ureditev. Jaz se te variante bojim, ker če samo narediš, sprejmeš zakon ali pa razsodbo Ustavnega sodišča, da pomoč pri samomoru ni več kazniva in če ne urediš ostalih stvari okrog tega, potem je zelo, zelo nevarno, da bodo šibki, bolni, preprosto žrtve svoje okolice, da bojo, naprimer, niso vsi svojci zelo ljubeči. Nekateri svojci, sploh pa če jim predstavlja en bolnik breme, pridejo do skušnjave, da bi se ga rešili. In kdo bo nadzoroval to, če bo nekdo pač rekel, ja, oče je želel umreti, pa sem mu dal celo škatlico tablet in zdaj je umrl. In tukaj ni nobene kontrole, tukaj ni nobenega nadzora, tukaj ni nobenih poročil, nobenih statistik, ne vemo. Pač te ljudje
po statistikah umrejo od raka ali od neke druge, po kapi, po ne vem kakšnih kroničnih boleznih. Ni niti zabeleženo, da je nekdo od bližnjih jim pomagal v narekovaju na drugi svet. Tako da, če že, potem je boljša nizozemska varianta, ki še vedno je na Nizozemskem evtanazija kazniva, je pa ekskulpiran tisti, ki jo izvaja, če se drži vseh pravil poročanja, izvedbe, soglasja in tako naprej. V nemškem primeru ni nobenega soglasja, ni nobene priče, ničesar. Enostavno sin pride in reče, ja, oče je želel umreti in smo se zmenili in sem mu jaz prinesel te stvari, ali sem ga pa zadušil, ali pa karkoli že. Ali pa mu nisem dal več za jesti in za pit, pa je počasi ugasnil. Tako da ta varianta je slabša, je bolj nevarna. Drugače pa želim samo to reči, da mi hudo pretiravamo z tem mišljenjem, kako avtonomni so te bolniki. Te bolniki niso avtonomni. Zelo, zelo redki so pravzaprav med njimi, ki so sposobni, vse imamo pričevanja, tudi gospa Janžekovič, to je primer pač neke zelo avtonomne osebe, ki se je tako odločila, verjamem, po svojem razumnem premisleku. Velika večina ljudi proti koncu življenja ni več sposobna avtonomnega odločanja. Ja, dejansko tukaj je dilema te zaščite šibkejših, kot ste jo izpostavili. Zanimivo se mi zdi tudi, da avstrijsko sodišče je pa reklo, da je treba tukaj zelo paziti na to, da ne bo prišlo do tega, da bi bili šibkejši prevladani za strani ostalih, strani tretjih, in posebej je še izpostavilo, da mora zakonodajalec sprejeti take varovalke, da se ne bo nek slabši socialni ali pa ekonomski gmotni položaj pri tem izkoriščal. Ampak ne vemo, kako daleč so zdaj oni s tem zakonom. Zdaj teh varovalk, tako kot ste rekli, to je zelo pomembno, da se uredijo. Kar povejte. Mogoče bi povedala samo podatek, ki se mi zdi zelo zanimiv, tam, kjer se to prakticira. Podatek, če se ne motim, je to povedal profesor Trontelj pred 10 leti na Nikodemovih večerih, to je bilo nekaj tednov pred njegovo smrtjo, da se 80% evtanazij zgodi doma, v domačem okolju, samo 3% v bolnišnicah, pa še to je, na to je opozoril, 90% poskusov samomorov ostane pri poskusu. V teh primerih gre pa za irreverzibilno dejanje. Pri pasivni evtanaziji se mi je pa utrnila misel, da se je pravzaprav ta terminus uveljavil zato, ker ljudje verjamejo v vsemogočnost medicine. Medicina ni vsemogočna, kot nismo vsemogočni mi. Medicina ima svoje meje in za svoje meje ve. In zato odstopi od zdravljenja, ko se zave, da je to zdravljenje nesmiselno. In zagovorniki evtanazije pravijo, da gre tu za akt usmiljenja in da gre za neko varovalo pred hudim trpljenjem. Medicina ima možnosti odpraviti oziroma preprečiti hudo trpljenje. Ima pač dovolj medikamentov za to, da telesnega trpljenja, da telesno trpljenje umirja resnično tako, da odvzame pač človeku to trpljenje. Akt usmiljenja
Usmiljenje ne kot pomilovanje, usmiljenje je tudi drug izraz za ljubezen, je pa bližina, je toplina, ker to, da ljudje obupavajo na koncu, je stvar osamljenosti in socialne izključenosti. In to je večji problem. Ni problem telesno trpljenje, ki ga medicina lahko obvlada. Tako da se mi zdijo ti razlogi, ki jih navajajo pristaši evtanazije, na zelo trhlih nogah. Ja, zdaj, če se kar na to nazaj navežem, nekateri med vrste evtanazije dajo tudi paliativno oskrbo. A je to ustrezno, doktor Cviter? Boste verjetno povedali? To je nesmisel, to jaz mislim, da o tem, jaz mislim, da ne bi. Paliativna oskrba je pač lajšanje težav, ki je sestavni del vsake dobre medicine. Že kadarkoli pridete k zdravniku, mora tudi težave blažiti, ne samo zdraviti osnovno bolezen. Seveda pri neozdravljivo bolnem pa je to glavna naloga. Pa glavna naloga olajšati težave, ki jih ima. In tako kot je rekla dr. Felčeva, je velik problem je socialna osamljenost, recimo, in tako naprej. Te stvari so velik problem. In paliativna medicina pri nas žal se nam še zmeri zelo odmika. Še vedno nimamo specializacije iz paliativne medicine. Jaz sem na zbornici zdravniški že večkrat rekel, da moramo to specializacijo ustanoviti, tako kot jo ima večina evropskih držav. Ne, da bi zdaj specialisti paliativne medicine izvajali vso paliativno medicino za ves slovenski prostor, ampak vsaj, da imaš nek vrh, ki potem lahko širi svoje znanje tudi na druge, recimo na družinske zdravnike, na zdravnike vseh drugih specialnosti. To bi morali imeti, tukaj smo zelo podhranjeni in zelo na slabem. Nimamo dovolj hospicov, nimamo negovalnih bolnišnic, stvari se odmikajo. Kot vemo, so zamaknili sprejem zakona o trajni oskrbi, kaj se tukaj dogaja. Zdaj bomo pa nenadoma pred tem, da bomo sprejeli zakon o evtanaziji oziroma pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To nekako ne gre skupaj. Mene recimo skrbi, ko ste omenili paliativno oskrbo, skrbi tudi to, pred enim letom smo imeli eno okroglo mizo in je profesor Keber na izrecno vprašanje, kaj bi naredil, če nekdo trpi zaradi bolezni, zaradi hude neozdravljive bolezni, pa nima denarja, nima finančnih možnosti, da bi šel v dom in zaprosi za evtanazijo. A bi takmu človeku odobril evtanazijo? In profesor Keber je rekel, da bi. Torej, človeku, ki bi mu dom lahko, domska oskrba ali pa trajna oskrba, negovalna bolnišnica lahko pomagala in ga rešila, ga bomo raj evtanazirali. To se mi zdi grozljivo. Ne vem, kako je novi predlog zakona, ker sem ga poskušal odpreti, pa mi ni uspelo priti do njega. Nekajkrat sem pisal predlagateljem, pa je skleda še vedno skrivajo ta zakon. Morda se je stvar spremenila v zadnjih dneh, ampak danes sem poskušal do zakona priti, pa mi ni prišlo, mi ni uspelo. No, kakorkoli, v utemeljitvi zakona je tudi finančni izračun, koliko je prihranek pri vsakem usmrčenem pacientu, kar je strašljivo. Okrog 3000 evrov prihranka. Po glavi? Ja. Kanada ima še večje izračune, še veliko višje številke. Bi mogoče vi še komentirali ta sistem paliativne oskrbe, če vas zdaj prav razumem, niti ni ustrezen, niti ni zadosten, niti ni zaživel v praksi?
No, na Onkološkem inštitutu, kolikor mi je znano, doktorica Maja Ebert-Moltara se zelo uspešno ukvarja s paliativno oskrbo. Skratka, kjer je uvedena, deluje uspešno. Tudi Ljub hospic v Ljubljani je ustanova, ki zelo uspešno deluje na tem področju blažilne medicinske oskrbe in združuje vrsto strokovnjakov, od zdravnikov do medicinskih sester, od psihologov, duhovnikov, tudi laičnih prostovoljcev. So pa zmogljivosti seveda zelo omejene glede na potrebe glavnega mesta. Na Ministrstvu za zdravje je tudi koordinatorica paliativne medicine, to je doktorica Mateja Lopuh, ki je sicer anesteziologinja v Splošni bolnišnici Jesenice, sicer pa vodi paliativno oskrbo za Gorenjsko regijo, kjer je kar nekaj mobilnih paliativnih timov, ki oskrbujejo paciente na domovih. Seveda to stane, a ne? Ampak tudi življenje ni poceni na vse zadnje. In če začnemo gledati na ta cost benefit, kot je ta tuj izraz, skratka na stroške in na dobiček, potem se pravi, da bo začela družba razmišljati o izločanju prizadetih, o izločanju bolnih, onemoglih, a ne, se s tem sama obsodi na samomor. Mislim, da je tu konec človečnosti, ker tu se odpirajo vrata Pandorine skrinjice, ki ne obeta dobre prihodnosti. Mimogrede pa recimo ta dvoličnost zagovornikov evtanazije. Jaz nisem nikogar slišala, da bi se zavzel za doktorja Radana, ko so ga obtoževali, da je dal prevelik odmerek pacientom. Dejansko se je ukvarjal s pacienti, ki so bili v zelo težkem zdravstvenem stanju. Ne? Toliko v razmislek. Vi, gospod Friškovec, a vi kaj sodelujete pri paliativni oskrbi? Jo poznam, tudi kot duhovnik sem bil večkrat povabljen in tudi vlogo, ki jo vidim pri tem, je sicer kot običajno, kot jo poznamo pri duhovnikih, ampak mogoče še bolj okrepljena v vlogi spremljevalca ali pa v sami prisotnosti, tudi v tišini večkrat ali pa v molitvi, predvsem pa poslušanju, pa na nek način zavedanje nekega milostnega trenutka, ko nastopi čas, ko časa ni več. Se pravi, same smrti. Zdaj bom dal eno primerjavo. No, v Svetem pismu je 72 knjig in ena od njih je Jobova knjiga. In tam je ena fantastična zadeva, 4. prijatelj, ki se pojavi v tej zgodbi, ki je tiho ob vsej Jobovi bolečini, ker ni imel ustreznih besed. Prej so bili 3, ki so bili pametni in mu skušali vse naprtiti, kaj je on hudega v življenju naredil, da se mu vse to zgodilo, ampak ta 4. mi je pa en ta lik, ki ga vidim tudi sam kot duhovnik, da si navzoč. Tudi v podpori svojcem ali pa v skrbi za neke njihove duhovne potrebe. Ne vem, težko naslikam neke momente, kdaj uporabljam hebrejsko besedo šalom, ki pomeni mir, pa v prvi vrsti tisti notranji mir, ko ljudje v teh fazah svojega življenja imajo priložnost, da spregovorijo. Zdaj bom rekel, kdaj tudi povejo stvari, ki jih niso spregovorili pa naslovili lahko v celotnem življenju. In to je tako resno mene osebno polni, ko odhajam od tega sočloveka in tudi mene spodbuja k neki moji rasti ali pa nekim odločitvam. Kar se tiče paliativne oskrbe, ja, vse smo slišali prej, ko je Sara povedala, sistemsko je stvar dostopna, to je dejstvo, ampak tudi oba sogovornika sta rekla, da se da razviti še bolj mrežo. Jaz od mlajših zdravnikov, pa jih kar nekaj poznam zgolj samo enega, ki se podaja v te vode in tudi, ko mi on pripoveduje,
o svoji izkušnji in svoji zagnanosti. Tukaj nam manjka več tega vključevanja. Velikokrat je vezano tudi bolj na željo svojcev, glede na to, kako oni interpretirajo te potrebe umrlih. Ni neke samoumevnosti ali pa neke, dajmo reči, bolj odprtosti, ne toliko samoumevnosti, ampak bolj odprtosti za eno to področje spremljanja ali pa lajšanja na tej poti ugašanja življenja. Če bi si predstavljali, da bi nam uspelo nek zakon spraviti čez vse te naše postopke z ustreznimi varovalkami in tako naprej, a menite, da bi lahko zdravnik uporabil ugovor vesti, oziroma če mi lahko vidva podelite kakšno prakso, kako izgleda ugovor vesti zdravnika? Ja, ugovor vesti seveda lahko poda zdravnik, to je napisano v zakonu o zdravniški službi in mislim, da tudi zakonu o pacientovih pravicah, pa vsekakor v etičnem kodeksu. V praksi to zgleda za zdaj smo ravno na zdravniški zbornici o tem govorili, da bo treba stvari malo urediti. Zgleda samo tako, da zdravnik pač napiše neko izjavo in jo preda na zbornico in to je to. Ni v nekem, ne gre skozi nobeno preverjanje, kar najbrž ni prav. Jaz osebno mislim, da zdravnik ugovor vesti bi moral biti tudi nekako kategoriziran, čisto tako mimo te razprave o evtanaziji. Naj povem, da smo imeli na odboru za pravno etično vprašanja primer zdravnice, ki je uveljavljala ugovor vesti, da ne bo skrbela za nosečnico, ki je istospolno usmerjena. In je dala ugovor vesti in je s tem utemeljevala, da ona za tako žensko pa že, ki se je oplodila z pač medicinsko pomočjo v tujini, da za njo ne bo skrbela. To se meni zdi nedopustno, da za tako stvar uveljavljaš ugovor vesti. Gre za nosečnico, se ne gre za to, da bi ona morala, ona bi lahko imela ugovor vesti za oploditev take ženske, ne more imeti pa ugovora vesti za skrb za nosečnico, nikakor ne, to je čisto. Skratka, stvar ni čisto urejena, nedvomno pa bo v primeru, da bo zakonsko uveljavljena pravica do prostovoljnega pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Nedvomno bo zelo veliko zdravnikov to ugovor vesti prijavilo. Ne bo treba nobene kampanje, to bodo naredili sami. Sem prepričan, da bodo to delali. Zdaj, kako bomo v tem primeru, ko bo prišlo do očitnega razkoraka med zdravniškim kodeksom zdravniške etike pa zakonom, kako se bomo na to situacijo odzvali, še ne vem. To bo zanesljivo ena razprava. No, ampak najprej je treba pač videti, da bomo ta zakon res sprejeli. Jaz sem zelo zadržan pri argumentih demokratičnega sprejemanja tazga zakona, ker tukaj gre za eno manjšino, en majhen segment družbe, večina zdravih in relativno mladih bo odločala o položaju hudo bolnih, starih, onemoglih. Ker se ta zakon seveda, to je pa popolnoma jasno, nikakor ne tiče samo posameznikov, kot je gospa Janžekovič, ampak se tiče celotnega odnosa do staranja, do bolezni, do invalidnosti. Povsod, kjer so ta zakon sprejeli, zelo lepo se je pokazalo v Belgiji, na Nizozemskem, je pač družbena klima se obrnila proti tem ljudem. Nekdo, ki je hudo bolan, pa si še želi živeti, nenadoma postane ne heroj, ker se bori z boleznijo, ampak sebičnež, ki
ki noče se umakniti in se noče umakniti iz tega sveta. In to ljudje, te bolni čutijo. In seveda, tako da ta zakon nikakor ne zadeva samo, tako kot trdijo, samo tistih redkih posameznikov, ki bi želeli prostovoljno končati življenje, ampak zadene celotno skupino hudo bolnih, starih, onemoglih, pri čemer jim demokratično večina vsili tak zakon. To pa boste pravniki povedali, če je to res prav, da se na tak način gremo demokracijo. Bomo dali še potem besedo publiki, seveda, da bi še mogoče zdaj tukaj vaše vprašala za tole vašo izkušnjo iz prakse in ugovor vesti. Glede ugovora vesti se trenutno v Sloveniji največ uporablja pri izvajanju splava. Če kandidat, ki želi specializirati iz ginekologije in porodništva, izjavi, da bo uveljavljal ugovor vesti, je navadno odklonjen. Zdaj, ena taka dobra novica je bila, ko je kolegica, ki se ji je to zgodilo, sprožila pravni postopek in ga dobila. Pri nas je sicer nekaj tudi ginekologov, ki uveljavljajo ugovor vesti v zvezi s splavom, vendar je ta odstotek zelo majhen. Če pogledamo samo sosednjo Hrvaško, jih je okrog 60%, in če pogledamo sosednjo Italijo, jih je precej več, v predelu Lazio pri Rimu celo 90%. Tako da pri nas se pozna ta povojna akcija glede splavov in se še zdaj odraža na delu zdravnikov. Bi pa spet citirala akademika profesorja dr. Jožeta Trontlja, ki je na tem predavanju na Nikodemovih večerih oziroma pogovoru dejal: nihče ne more prisiliti zdravnika, da bi storil nekaj, kar je v nasprotju z njegovo vestjo. Vest in etika sta nad zakonom. In mislim, da je to za nas silno pomembno, da se tega zavedamo. Preden se še lotimo čisto konkretnih vprašanj, mogoče samo še glede tega, ker ljudje si v življenju velikokrat premislimo, sprejmemo danes eno odločitev, pa potem imamo drugo. Tudi če sprejmemo zdaj neke vrste zakon, ki ščiti ranljive skupine, mogoče bi pogledali zdaj še različne poglede, poglede pravnika, poglede teologa, poglede zdravnikov, potem pa vas bom povabila k razpravi o demokratičnem sprejemanju zakonodaje. Uzakonitev pomoči pri samomoru in evtanaziji ne gre le za zapis besedila zbranega v posamezne člene, ki tvorijo pravni akt. Proces umiranja je subtilen, saj kljub težkim okoliščinam osebna odločitev, da se odrečemo življenju, ne more biti lahka. V državah, kjer se evtanazija izvaja, nam odkrije tudi primere ljudi, ki so jim v stanju depresije ugodili in jim tako omogočili odhod z tega sveta. Nekoliko bolj podroben pregled teh istih primerov pokaže, da sta ravno dostopnost in utečenost postopkov evtanazije krivi za verjetno prehitro ugoditev. Ugoditev nekomu, ki je potreboval drugačno vrsto pomoči. In koliko je dejansko takih? Če uzakonimo evtanazijo in pomoč pri samomoru, se moramo zavedati tega, da moramo celotna družba spremeniti odnos do samomora kot družbene pravice in nato šele s pripravljenostjo zdravnikov na evtanazijo in pomoč pri samomoru.
Nujno je najti postopke, ki bi zagotavljali, da bi bila odločitev za samomor zares osebna in ne posledica občutka, da je bolnik svojcem v nadlego in jih finančno ali drugače obremenjuje. Gre za zelo občutljiva vprašanja in njihova ignoranca ali zanikanje bi povečala možnost, da bi se pravica do asistiranega samomora razvila v človeško in družbeno škodljive smeri. Umiranje je kompleksen življenjski proces, ki je povezan z različnimi okoliščinami, ena od pomembnejših je trajanje. Zmotno bi bilo, če bi umiranje usmerili le na problem evtanazije. K umiranju sodi paliativna vsakodnevna rutina, ki ni usmerjena v smrt bolnika, ampak v to, kako bi ta vsak preostali dan preživel čim bolj kakovostno in s čim manj bolečin. Prostovoljna aktivna evtanazija je le ena od oblik smrti, na katero morda pomisli umirajoči bolnik, ima o njej neopredeljeno ali nejasno stališče, jo podpira in si je želi, ali pa se od nje odvrača. Morda je njegova ljubezen do življenja in do bližnjih močnejša od neznosnih telesnih bolečin, če mu jih bolezen povzroča. Ob primerni paliativni oskrbi morda te niti niso več neznosne, vendar si še vedno lahko zastavimo vprašanje, ali je smiselno čakati na naravno smrt, ali pa bi bilo lažje, če bi jo pospešili. Poleg telesnega trpljenja je potrebno izpostaviti duševno trpljenje, morebiti brezup, tesnobo in strah pred smrtjo. Ob vsem povedanem pa se danes že zlorablja termin človeškega dostojanstva. Človeško dostojanstvo je najvišja etična vrednota ter merilo in omejitev za delovanje državne oblasti. Ustavno-pravni red je zgrajen na vrednotah, ki v temelju pripadajo posamezniku, svobodnemu človeškemu bitju. Iz listine Evropske unije o temeljnih pravicah izhaja, da je človeško dostojanstvo nedotakljivo in ga je potrebno spoštovati in varovati. Enako določa tudi 17. člen slovenske ustave. Vsakdo ima pravico do življenja in do osebne celovitosti. Vsakdo ima pravico do spoštovanja telesne in duševne celovitosti. Na področjih medicine in biologije je treba spoštovati svobodno privolitev po predhodni seznanitvi prizadete osebe v skladu s postopki, določenimi z zakonom. Pri nas to določa 26. člen zakona o pacientovih pravicah. Že vrsto let je veliko govora o pravni ureditvi, ki bi vsaj teoretično naj bila tako varna in zanesljiva, da ne bi dopuščala zlorab na področju življenja in umiranja. Pravni red in njegovo varovanje bolnikov pri manj spornih vprašanjih, kot je spremljanje umirajočih, ne morejo zavarovati pred zlorabami. Potrebno je demistificirati smrt, ki se jo je zbrisalo iz vsakdanjega pogovora. Ko nastopi smrt, ni več vrnitve v prvotno stanje. Mogoče vaš pogled. Zdaj jaz sem prepričan, da gre za etična vprašanja, težka etična vprašanja in to se mi zdi še večji argument za to, da se življenju pušča svoj naravni tok
in ne posega v odločanje o življenju in smrti. Na nek način vidim kot soočanje za primat pravice do individualne svobode in na drugi strani dolžnost skupnosti države, da zaščiti življenje. Mogoče pozabljamo, no, tle smo zelo usmerjeni v ta individuum, jaz in potem nič več drugega. No. Bolni in na smrt bolni še posebej nas tudi opozarjajo na neprijetno resnico, da bomo lahko nekoč tudi mi sami v isti situaciji in da je naša moč le začasna in zato je še tako pomembno, da moči, morda tudi lastnih frustracij močni ne zlorabljajo, se s tem omogočajo prevlado nad slabotnimi in s tem predvsem konec pravičnosti. Tako da se mi zdi fajn tudi ta odprt prostor, da lahko spregovorimo, tudi če bodo drugačna mnenja, ampak ima smisel, da spregovorimo o tem in da v tej situaciji, no, da se ne dela nekih, rekel, samo ekstremnih korakov, samo zato, ker lahko nekaj uveljavimo ali pa lahko nekaj sprememo in s tem slavimo neko zmago. No. Še kakšen vajen komentar ali bi dali besedo kar publiki? Evo, zdaj pa izvolite, če so kakšna vprašanja. Ja.